Prelepa si bela Ljubljana, v gnezdu zelenih bregov, in vedno stojine kot mama, popotnika kličeš domov. Komunalna podjetja so po celem svetu tako ali drugače vpeta v življenja nas, ljudi, prebivalk in prebivalcev tega našega planeta, zeleno-modrega zemlja imenovanega. Tudi v Sloveniji oziroma konkretno v Ljubljani ni nič drugače. Tu se z vsemi stvarmi, ki slišijo skupni imenovalec komunala, ukvarja, oziroma bom tako rekel, s tistimi stvarmi, ki se tičejo vode in kanalščine, kanalizacije, ukvarja podjetje Vodovod Kanalizacija Ljubljana. Pri svojem delu uporablja najrazličnejša znanja, veščine in seveda tudi določene prostore, če lahko tako rečem, laboratorije. Enega smo spoznali v naši prejšnji oddaji, drugega bomo spoznali danes. Pa si poglejmo. Podjetje se je pomena lastnega laboratorija za vode začelo zavedati že v 90. letih prejšnjega stoletja. Najprej se je začelo s preskušanjem vzorcev odpadne vode, kasneje tudi pitne. Sočasno s pomenom pridobivanja vse več informacij o lastnostih vode je postalo tudi pomembno, da so rezultati, ki jih dobivamo, rezultati, ki jim je moč zaupati. Posledično je laboratorij leta 2003 pridobil akreditacijsko listino. Z leti se je število in obseg parametrov tako v pitni kot v odpadni vodi povečevalo. Danes je v laboratoriju zaposlenih 15 oseb, 7 od tega jih ima univerzitetno izobrazbo, 2 imata magisterij znanosti, 4 visokošolsko izobrazbo, 3 srednješolsko in 1 kemijski laborant. Vzorčimo, merimo pretok, izvajamo terenska merjenja in preizkušanja ter fizikalna, kemijska in mikrobiološka preizkušanja v laboratoriju. Vse to delamo z vzorci pitne, podzemne, odpadne vode in z blati čistilnih naprav. Laboratorij ima pridobljeno pooblastilo Agencije Republike Slovenije za okolje za izvajanje monitoringa podzemnih vod in za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda. Izvajamo nadzor podzemne in pitne vode, ki prihaja do uporabnikov. Izvajamo prve meritve in obratovalni monitoring odpadne vode onesnaževalcev in čistilnih naprav. Pripravljamo strokovne ocene za male komunalne čistilne naprave. Sodelujemo pri raziskovalnem delu in na ta način pridobivamo informacije o vodi, ki so pomembne za podjetje. Delo laboratorija je močno prepleteno z dejavnostmi javnega podjetja Vodovod Kanalizacija. Seveda pa so naše storitve v primeru prostih kapacitet namenjene tudi zunanjim uporabnikom. V zadnjem času močno narašča povpraševanje po prvih meritvah malih komunalnih čistilnih naprav. Naloga vzorčevalca je odvzeti reprezentativen vzorec vode. Izbor vzorčevalnega mesta in tehnika vzorčenja sta zato zelo pomembni. Pri vzorčenju in rokovanju z vzorcem ne sme priti do napak. Pitno vodo vzorčimo na vodnih virih, objektih in omrežju vodovodnega sistema ter pri uporabnikih. Preden odvzamemo vzorec pitne vode, vzorčno mesto izpiramo 2 do 3 minuti tako, da dosežemo konstantno temperaturo vode. Na terenu lahko določamo poleg temperature vode tudi druge parametre.
Vodo vzorčimo v različno embalažo glede na namen. Embalažo skrbno označimo, da lahko vzorec nedvoumno prepoznamo. Pri vzorčenju nastane tudi zapisnik o vzorčenju, kamor vzorčevalec zapiše podatke o vzorcu in morebitne posebnosti. Vzorec se dostavi v laboratorij. Pred prevozom ga vzorčevalec pripravi, strokovno rečemo konzervira, in poskrbi, da se transportira pri ustreznih pogojih. Odpadno vodo vzorčimo iz več razlogov, ki so pomembni za obratovanje kanalizacijskega sistema. Potrebujemo informacije o tem, kako z označevali obremenjena voda doteka v kanalizacijsko omrežje in vstopa na komunalno čistilno napravo, in potrebujemo informacijo, kako učinkovito je čiščenje odpadne vode in ali izpolnjuje zahteve zakonodaje, ne glede na to, ali nadzorujemo delovanje centralne čistilne naprave Ljubljana ali malih komunalnih čistilnih naprav. Načinov vzorčenja, ki so predpisani, je več. Vzorčimo naključni, trenutni vzorec ali sestavljeni glede na čas ali pretok, ki ga vzorčimo več ur, običajno 24. Pri večurnem vzorčenju si pomagamo vzorčevalniki. Delne vzorce združimo in na ta način dobimo kompozitni vzorec, ki ga v laboratoriju preskušamo. Vzorec spremlja zapisnik, ki ga analitik ob sprejemu vzorca pregleda. Ob sprejemu preveri tudi morebitna odstopanja od običajnih razmer pri vzorčenju, transportu in sprejemu. Vzorec, ki smo ga sprejeli v laboratorij, vpišemo v laboratorijski informacijski sistem. Pri vpisu vzorec dobi številko, ki ga spremlja ves čas, ko ga preskušamo. Zapišemo podatke o vzorcu in vse preiskave, ki jih je potrebno opraviti. Načrt dela z vzorcem po vpisu postane dostopen osebi v laboratoriju in predstavlja napotek za njihovo delo. Del vzorca lahko shranimo. Vsak preskusni postopek se izvaja v skladu z mednarodno veljavnim standardom. Analitiki preskusne postopke dobro poznajo in navodila dosledno upoštevajo. Analitiki pri delu uporabljajo opremo, ki je vzdrževana, pregledana in umirjena. Preden začnemo preskusni postopek uporabljati, ga moramo validirati, kar pomeni, da dokažemo, da je primeren za uporabo in daje prave rezultate. Elektrokemijske parametre, pH, temperaturo, elektroprevodnost merimo v vzorcih brez priprave. S posebno elektrodo izmerimo vrednost. Za izvedbo nekaterih preskusnih postopkov moramo vzorce predhodno pripraviti, homogenizirati, filtrirati, ekstrahirati, koncentrirati. Pri preskušanju vzorcev si pomagamo z različnimi preskusnimi metodami in tehnikami, titracijo, destilacijo, kromatografijo. Izvajamo tudi preskušanje vzorcev pitne vode za mikrobiološke parametre. Mikrobiološki parametri nam pokažejo obseg in stopnjo fekalne ali druge onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi.
Delo v laboratoriju poteka skladno z vzpostavljenim sistemom kakovosti, ki se izvaja po mednarodnem standardu SIST-EN ISO 17025 in mu morajo ustrezati preizkuševalni laboratoriji. Za vsak preizkusni postopek je določen način kontrole kakovosti, meritev slepih vzorcev, standardnih vzorcev, kontrolnih vzorcev, paralelnih določitev, vodenja in spremljanja kontrolnih kart. Rezultati preizkušanj so sledljivi in dokazljivi. Laboratorij sodeluje tudi v shemah medlaboratorijskih primerjav. Pomeni, da sprejmemo vzorce, ki so pripravljeni v ta namen. Vzorce analiziramo in organizatorju, ki pozna prave vrednosti, posredujemo naše rezultate. Naši pravilni rezultati so dokaz usposobljenosti analitikov in pravilnosti izvajanja postopkov. Prelepa si bela Ljubljana. Učitelji so bili, so in zelo verjetno bodo vedno zelo pomembna skupina naših sodržavljank in sodržavljanov, ki seveda so imeli in bodo imeli zelo zahtevno nalogo, da učijo mladež, pa tudi tisto malo manj mlado mladež, o najrazličnejših stvareh. Učitelji so pomembnost vsake države in vsakega naroda in prav je, če si jih kdaj pa kdaj, ali pa vsaj enkrat na leto spomnimo in jim naklonimo ne samo pozornost, ampak tudi nagrade za njihovo požrtvovalno in kvalitetno delo. Bili smo priča podelitvi 50 po vrsti tovrstnih nagrad, pa si poglejmo skupaj. Gospod predsednik, šolstvo in vzgoja, večna dilema, večna dualnost. Kaj je pomembnejše danes in tukaj? Vzgoja in šolstvo ali šolstvo in vzgoja? Jaz sem prepričan, da oboje, izobraževanje in vzgoja, s tem, da, kot sem iskreno priznal, v 90-ih letih sem bil prepričan, da je vzgoja nekaj, kar naj čim manj sodi v šolstvo, češ, da je vrednostno pristranska in je v tem smislu nekaj nevarnega, ker ne bi se to izkazalo skozi režim, ki je vladal do 90. leta v šolstvu. Danes mislim drugače. Mislim, da je svet s svojimi izzivi postal prezahteven, da bi bilo znanje dovolj, ampak potrebujemo učitelje in v tem smislu opravljajo neskončno pomembno poslanstvo, ki bojo naše otroke tudi vzgajali. Starši nismo dovolj, smo tudi pristranski, otroke imamo seveda radi, smo nekritični od njih, mogoče jim pa znajo učitelji na svoj način in tukaj moramo pustiti več svobode, kot jo imajo. Najlepša hvala. Ja, več svobode za to, da jih vodijo skozi vrednostne dileme, s katerimi se mladi lihtko ali pa še bolj srečujejo. Za kakšno dejstvo, za kakšno informacijo bojo že na spletu sami poiskali. Ampak za te kontraverze, ki jih vidijo, pa potrebujejo tudi pogled učiteljev, ki bo znal spodbuditi v mladih radovednost. Kajti vzgoja je tudi vrednostni sistem, ne? Najprej in predvsem, in gledajte, kaj je namen celotnega izobraževalnega procesa? Vzgojiti eno ustvarjalno osebnost. To pa ne morete samo z znanjem, ampak tudi z vzgojo, ki da neke vrednote, ki so pomembne za ta čas. Spoštovana gospa ministrica, ali je danes položaj učiteljstva, če posplošim z samostalnikom, enak Jermanu iz Hlapcev? Danes je učitelj pred mnogimi drugačnimi in številnimi izzivi, kot je bil nekoč. Ta dinamika družbenih sprememb zagotovo, če kje vpliva seveda v šolskem polju. In zato je učitelj pravzaprav tisti, ki res zelo trdno in hkrati z veliko mero predanosti pravzaprav
ne samo prevzema te izzive, ampak se z njimi tudi sooča in jih želi še vedno na najboljši možen način s svojim znanjem predati otrokom, mladim. In to poslanstvo ga ne le identificira, oblikuje, ampak tudi opogumlja, da zmore tudi takrat, ko so kakšni trenutki težji. Mi se na ministrstvu močno borimo, da je seveda položaj učitelja kar se da dober, da seveda je predvsem spoštovan v družbi, da ima zaupanje in številni učitelji in učiteljice res to dokazujejo vsak dan znova in znova. Zato smo jih hvaležni, da res udejanjajo svoje tisto najbolj prvobitno poslanstvo. Je pa tudi res, da je seveda tudi družba in država vedno in znova pred številnimi, lahko rečem, ne samo izzivi, ampak tudi reševanji številnih situacij. Mi se bomo kot resorno ministrstvo vedno in znova borili prav za učitelja in predvsem za to, da bodo otroci in mladi imeli dobro šolo in tudi kar se da lepo prihodnost. To se pravi, za vas ni pomemben samo sistem, ampak tudi ime, priimek, to se pravi oseba in osebnost. Zagotovo vsak posameznik v šolstvu doda nekaj v kanček celotnega mozaika sistema. Brez vsakega posameznika pravzaprav celota ne bi delovala. In tukaj lahko rečemo, človek je tisti, ki ne le pooseblja, ampak tudi zmore. In to najbolj šteje. Kot bivši minister danes tukaj na jubilejni 50. podelitvi nagrad slovenskemu učiteljstvu. Kaj je drugače danes, kot je bilo za časa vašega ministrovanja? Marsikaj se je spremenilo v tem času. Jaz mislim, da je stopnja nevroze še višja, kot je bila takrat. Takrat se je to samo začelo. Mislim, da je danes v šolah delati še težje, ker so otroci vznemirjeni z vsemi temi elektronskimi aparati, na katere šola enostavno ni pripravljena. Jaz vidim tudi na fakulteti, kjer poučujem, se to tudi intenzivira. Tako da na to enostavno kot učitelji in kot družba nimamo pravega odgovora in to je pravzaprav velik izziv. Za prihodnje? Za prihodnje in zdaj tudi za vsak dan. In kdo ima tukaj v bistvu, ker je to komplementarna zadeva, kompleksna zadeva, največja odgovornost? Jaz mislim, da kar vsi intelektualci, predvsem univerzitetni del, ker imajo tu pravzaprav najvišjo stopnjo poslanstva in seveda vsak učitelj, ker čaka, da bo nekdo poiskal rešitve za njih, je enostavno, bo to šlo prepočasno in bo prepozno. Tako da je to pravzaprav nek duh časa, nek izziv časa, ki stoji pred vsemi. Prelepa si bela Ljubljana. Da je Ljubljana prestolnica Republike Slovenije, priča tudi mnogoštevilnost najrazličnejših ustanov, ki domujejo v Ljubljani. No, ena izmed njih je tudi inštitut, pred katerim stojim, ki deluje v okviru veleposlaništva Republike Madžarske. Priča smo bili nekemu zelo zanimivemu dogodku, ki se je dogodil pravkar tu, za mojim hrbtom, pa si poglejmo skupaj. Spoštovani gledalci, dober večer. Pozdravljeni na otvoritvi razstave Razstreljena mesta, ki smo jo pripravili v okviru polskega predsedovanja Višegrajski skupini s pomočjo naših mađarskih prijateljev tukaj v prostorih Mađarskega instituta v Ljubljani. Tale razstava je posvečena ljudem, ki so se udeležili tragičnih dogodkov na Polskem in na Mađarskem leta 1956 med
Delawską stają u mestu Poznaniu u junu i na to narodną rewolucję na Mađarskem u oktobru. Te dogodke, čeprav te ustaje so bili zelo brutalno zatrti od strane komunističnih režimov in tudi sovjetske vojske, oni vsekakor so tlakovali pot do padca komunizma v celotni vzhodni in srednji Evropi. Preko praške pomladi leta 1968, različnih civilnih demokratičnih inicijativ in pobud v 70-ih in tudi preko mirne revolucije polske solidarnosti v 80-ih. Ta namen te razstave je na eni strani oznaniti javnost vse povsod, ker ta razstava potuje med različnimi mesti, med različnimi državami in naš namen je, da tudi prebivalcem Ljubljane, državljanom Slovenije se pokaže zgodovino teh dogodkov. Tukaj oni so pokazani na zelo dobrih arhivskih fotografijah, nekatere od njih niso bili doslej še objavljene. In upamo, skupaj z mojimi višehradskimi prijateljmi, s spoštovanimi veleposlanicami Češke, Slovaške in Mađarske, da bo ta razstava prispevala znanju boleče zgodovine Srednje Evrope, razumevanju naše občutljivosti na nekaterih področjih in tudi bo prispevala k razumevanju prave narave komunizma in istočasno je to poklon ljudem, ki so izgubili življenja med uporom proti temu nečloveškemu režimu. Hvala lepa. Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket itt a Balassi Intézetben, Ljubljanában. Jelenleg egy lengyel-magyar közös kiállítást tekinthetnek meg egészen november 10-éig a 1956-os lengyel és magyar események, forradalom és megmozdulás jegyében. A Balassi Intézetben nem ez az első közös kulturális esemény a lengyelekkel sem, és más nemzetországaival sem. Idén van ugyanis a visegrádi 4-es országok fennállásának 25. évfordulója, és ennek jegyében sor került többek között már egy jazzkoncertre, egy közös kiállításra, és most pedig az 56-os eseményekre emlékezve a lengyel baráti népünkkel egy közös történelmi kiállításra. A Balassi Intézet áprilisban kezdte meg a működését, nagyon sok kiállításunk van, koncertünk, gyerekprogramunk, filmklubunk és irodalmi estek sorozatával is jelentkeztünk ebben az első évben. Próbáljuk megszólítani a szélesebb szlovén közönséget és különböző művészeti, kulturális területeket bemutatni nekik Magyarországról, hogy minél többen ismerjék meg az újonnan Ljubljanában létező Balassi Magyar Kulturális Intézetet. A következő téli programjaink közül szeretném kiemelni a Vasarely kiállítást, ami november 10-én fog nyílni itt az intézetben, illetve szeretném hangsúlyozni, hogy idén Bartók Béla évét ünnepeljük, születésének 125. évfordulóját, és ennek jegyében december 3-án egy gyerekeknek szóló koncerttel, december 8-án pedig a Ljubljanai és a Budapesti Zeneakadémia diákjainak közös koncertjével várjuk majd Önöket. Köszönöm szépen!